Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v novi izvedbi tretjega polčasa. Kar nekaj tem bomo dobesedno spet obdelali, v središču oddaje pa bomo gostili laške košarkarje ter tudi deskarja Tima Mastnaka. Ostanite v naši družbi. Nogometaši Celja so v 11. krogu državnega prvenstva s 3-0 slavili na gostovanju pri Radomljah. Celjani ostajajo edino neporaženo moštvo v državnem prvenstvu, pred najbližjim zasledovalcem Mariborom pa so ohranili 11 točk prednosti. Celjani so po izjemnem četrtkovem evropskem večeru svojo dominacijo nadaljevali tudi v državnem prvenstvu. Ob Kamniški Bistrici so svojo premoč kronali v 23. minuti, ko je po podaji Franka Kovačeviča v polno zadev Nikita Josifov. Le 3 minute kasneje je celjsko prednost s pravim evrogolom iz prostega strela povišal Mario Kvesić. Piko na i 10. celjski zmagi v tem prvenstvu na 11. tekmi pa je minuto pred koncem tekme postavil Damjan Vuklišević. Vsi si želimo več, čeprav perfekcija v nogometu ne obstaja. Tudi mi izgubljamo žoge in delamo napake, tako kot v življenju, ko moraš kdaj narediti napako, da drugič veš, kaj je prav. Potrebujemo čim več težkih tekem skozi sezono, saj se lahko na njih največ naučimo. Danes sem bil najbolj osredotočen na odnos mojih igralcev. Moram reči, da letos zaradi slabega odnosa oziroma pristopa nisem bil primoran zaustaviti še niti enega treninga. To govori o karakterju mojih nogometašev, o tem, kako si želijo napredovati in kako verjamejo v to, kar delamo. Njihov odnos do dela je fantastičen. Malce me je skrbelo glede naše agresivnosti, saj je za nami težka evropska tekma. Videli ste lahko pri določenih igralcih, sploh pri Nikiti, da niso bili najbolj sveži, zato toliko bolj potrebujejo pauzo in počitek. Ponavljam, pristop tega moštva je fantastičen. Sploh me ne skrbi glede naše igre, ko imamo posest. Če pa smo na želeni ravni tudi brez žoge, pa lahko igramo vsaki moštvo v Evropi. Kaj šele v Sloveniji. Zadovoljni smo s 3 točk, ampak ni bila lahka tekma. Mogli smo dati vse od sebe, od začetka bili fokusirani, da moramo zmagati tekmo enostavno in biti močnejši od njih fizično in po vsaki stvari. Jean-Luc Leban je svojo mrežo spet ohranil nedotaknjeno. Po odličnih obrambah v letošnji sezoni je prvič v karieri prejel klic selektorja Matjaža Keka. Velika čast in nagrada za težko delo. Celjani so na dosedanjih 11 prvenstvenih tekmah dosegli 10 zmag in le 1 remi. Pred najbližjim zasledovalcem Mariborom imajo že 11 točk prednosti. V nogometu ne smeš gledati v preteklost. To, kar smo dosegli doslej, je že arhivirano. Gledati moramo le naprej. Po zadnjem treningu pred Radomljami sem igralcem dejal, izgubite 2-3 tekme in nihče več se ne bo spominjal vaših odličnih predstav v septembru. V nogometu se ne da živeti od preteklosti. To je poklic, ki od nas zahteva, da smo pravi na vsaki tekmi. Vemo pa, da igramo vsake 3-4 dni. V Evropi smo konkurenčni in v Sloveniji dominantni zaradi doslednosti in minimalnih nihanj. Tekmo ali 2 lahko dobi vsako moštvo. Igrati stalno na določeni ravni in dobivati tekme, tega pa ne zmore vsak. Vedno moramo razmišljati zgolj o naslednji tekmi, ne o naslednjih 2-3. Zbiramo točke, kar je najbolj pomembno. Vsaka tekma prinaša 3 točke. Ne glede na to, ali igraš proti Olimpiji, Mariboru ali Radomljam. Fajn je zmagovati, ampak moramo naprej. Ta tekma dan se lahko veselimo, imamo 24 ur, pa že razmišljamo za naprej. Seveda zdaj je reprezentančni odmor, ampak drugače pa tako. Prvenstvo se bo nadaljevalo 18. oktobra, ko bodo Celjani v 12. krogu gostili Olimpijo. V derbiju 6. kroga rokometnega državnega prvenstva so rokometaši Trima 26-23 slavili na gostovanju pri Gorenju v Velenju.
Celjani, ki so medtem v vodni tekmi 7. kroga 36-36 remizirali na gostovanju v Ormožu, so v svoji dvorani 46-35 premagali zasedbo Škofljice in se na prvenstveni lestvici povzpeli na 4. mesto. Po 2 zaporednih porazih so pivovari proti Škofljici nujno potrebovali zmago. Varovanci Klemna Luzarja so bili izjemno razpoloženi v napadu, saj so že do odmora zabili 23 golov in si priigrali 5 golov prednosti. V nadaljevanju je prednost Celjanov le še naraščala in se ustavila pri končnih 11 golih. Prvo smo veseli, da smo tekmo dobili, da imamo 2 točki, da smo spet prišli v to neko zmagovalno miselnost. Pa ne, da je prej nismo imeli, no, ampak vseeno smo veseli te zmage. Res je, da smo, kar se tiče tempa, poskušali res skozi vse 60 minut držati visok tempo z menjavami, ne, se pravi tudi, da so vsi dobili priložnost za igro, kar je še en dodaten plus tega srečanja. Težave smo imeli predvsem v obrambi z njihovim krožnim napadalcem, ampak so res uigrani, ne, in tu je njihova največja moč. In so jim ratvale res neke take podaje, ko mogoče včasih ne grejo skozi. Prejeli smo res malo večje število zadetkov, ampak na tak tempo igre je logično tudi, da je število napadov večje, ne, in da je potem realizacija teh napadov lahko višja. Na koncu moram čestitati še enkrat fantom za prikazano, za odnos, za borbo in gremo naprej, ne. Zdaj nas čaka tekma z Ormožem, na katero se moramo enako dobro pripraviti. Bila je res ena fajna tekma, pa mislim, da smo dali vse od sebe. Pa veliko golov smo tudi dali, sam smo jih tudi preveč dobili. Mislim, da bi lahko obrambi še malo boljši, ampak dali smo vse od sebe, to je važno. Ja, Škofljica je zelo neugoden nasprotnik, so mali, hitri, imajo tudi dober šut iz daleč. Mi smo se pripravili maksimalno in smo tudi maksimalno oddelali. Labi še izboljšali kakšne stvari v obrambi, seveda je vedno prostor za napredek, ampak kar se tiče, se mi zdi, da smo to korektno oddelali. Celjski trener Klemen Luzar se na začetku sezone sooča s kar nekaj težavami zaradi poškodb in bolezni. Tokrat ni mogel računati na Maja Marguča in Luko Periča. Luka ima zvin gležnja prve stopnje, se pravi, da zdaj poteka rehabilitacija. Zdravniška služba pravi, da bi nanj verjetno lahko računali na tekmi z Belgijci. Je pa spet odvisno od njegovega počutja, od stanja, kako bo gležno odreagiral na treningih. Tako da jaz računam, no, da bi proti Belgijcem, da bi z nami odpotoval v Belgijo in igral. Maj je bolan, jaz upam, da se nam bo pridružil v ponedeljek. Zdaj, kakšne posledice, glede na to, da je že prej imel težave zdravstvene, kakšne pustila bolezen, bomo videli. Ne, jaz verjamem, da bo, ker je mlad fan, da se bo hitro pomogel, da bo na tekmi z Ormožem že lahko odigral nekaj minut in da bomo počasi prišli tudi v ta takšno stanje, da bomo lahko tudi normalno trenirali. Ne, ker pač morate vedeti, niso samo tekme, ne, to so tudi treningi, ki jih moramo prilagajati, ki ne potekajo ravno tako, kot si želimo. In jaz verjamem, no, da se bomo v tem naslednjem tednu, da bo ekipa recimo temu zdrava, popolna, ne, in da bomo v naslednjih tekmah imeli zdravstveni karton dober. Aljuš Anžič in Uroš Miličević sta bila s po 7 goli najboljša strelca v celjskem moštvu. Po gol manj sta dosegla mlada Tijo Malović in Žiga Grabar. Jaz sem zelo zadovoljen, da je trener verjamel v mene, pa da sem dobil tako priložnost. To je to, super občutek. Pa da sem izkoristil, to mi je veliko pomeni, no, da mi zaupa ekipa. Tako kot sem že prej rekel, vedno je prostor za napredek, to je ena lepa spodbuda za naprej, ena dobra motivacija, da še naprej delam, da še naprej stopnjujem te svoje predstave in zdaj je to treba držati. Košarkarice Cinkarne Celje, ki se že mudijo v Bolgariji, kjer jih čakata 2 tekmi mednarodne vaba košarkarske Jadranske lige, so novo sezono odprle zmago v prvem krogu letošnjega državnega prvenstva. Derbi pa so proti Triglavankom dobile z 79 proti 63. Prva tekma, prva zmaga, čestitke igralkam na zasluženi zmagi, čestitke ekipi Triglava na fair korektni tekmi. Če ravno ni bila mogoče tekma najlepša na oko, videlo se veliko nervoze. Vidi se, da imamo tako mi kot ekipa Triglava
ogromno še za podelati, potrenirati, da bo to izgledalo, vendar vseeno. Mislim, da za prvo tekmo sem lahko zadovoljen, čestitke igralkam. Sedaj se moramo dobro spočiti in pa pripraviti na gostovanje v Bolgariji. Vesela sem, da smo s puncami otvorili sezono zmago. Sama mislim, da imamo še preveč nihanj, tako da moramo biti bolj konstantne, ampak to vem, da bomo nadgradile in izboljšale to. Zdaj, naslednji teden pa pričakujemo težko gostovanje. V četrtek nas čaka tekma v Bolgariji, igramo proti Rilskemu, v soboto pa proti Montani, tako da so misli že usmerjene na gostovanje. V drugem krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Podčetrtka na domačem igrišču visoko izgubili proti Šenčurju. Neuspešni so bili tudi igralci Rogaške, ki so v lokalnem derbiju v Laškem 86 proti 94 klonili proti gostiteljem. Polzelani so lokalni derbi odigrali brez poškodovanega Dina Muriča. Pri Šentjurčanih je zaradi poškodbe gležnja manjkal Domen Močnik. Po izenačenem prvem polčasu so imeli Šentjurčani točko prednosti. V drugem delu pa so brez poškodovanih Špala in Vasiliča doživeli popoln razpad sistema. Gostitelji so drugi del dobili s kar 20 točkami razlike za njihov prvi par točk v novi sezoni. Jako je bilo teško vratiti ekipu na pobjednički kolos. Po porazu v Šenčurju ni bilo lahko moštvo vrniti v zmagovalne tirnice. Na srečo smo hitro pozabili na tekmo na Gorenjskem. V prvem polčasu smo tekmecu dovolili preveč skokov v napadu. Prepogosto smo jim dovolili tudi odprte mete, ki so jih zadevali. V drugem delu smo zaigrali precej močneje. Začeli smo skakati, zapirati v obrambi, zadevati odprte mete, kar 27 točk smo dosegli v nasprotnih napadih. Pravočasno smo odločili zmagovalca. Na vreme rešili utakmicu. Popustili smo v obrambi. Mi smo v drugi četrtini smo dobili 14 točk, potem smo jih pa v bistvu od tretji dobili skoraj toliko, kot smo jih dobili v celem prvem polčasu in napolzeli, glede na to, da je pač res težko gostovanje, pač na tak način ne moramo igrati. Ja, prvo se mi zdi, da smo zelo dobro igrali obrambo, držali smo se principov, pa predvsem imeli smo ful dober šuterski dan, se mi zdi. Pa se mi zdi, da smo si danes zaslužili to zmago nekako, da smo vse pustili na igrišču. Polzelani so v drugem polčasu dosegli kar 54 točk, na drugi strani pa so jih v obrambi dobili le 34. Kažem vam, bili su neki otvoreni šutevi i imali su... Ključ je bil v naši boljši obrambi in boljšem skoku. V prvem delu je imel Šentjur kar nekaj drugih napadov in odprtih metov. V nadaljevanju temu ni bilo več tako. Kontranapad, osvojamo lopte, da pogađamo otvorene šuteve i to je to. Polzelan na klopi Šentjurja Andrej Podvršnik nam je po tekmi razkril razloge neigranja Jureta Špana in Milojka Vasiliča v drugem polčasu. Ja, v bistvu Špan si verjetno gležen zvil, vsaj pač prva prognoza je takšna. Vasilič pa verjetno, vsaj to, kogar imam informacij, je začutil nek pekoč občutek v mišici. Upam, da je pač to ne pomeni, da je karkoli strgano, ampak jaz upam, da bomo čim prej kompletni, ker tole na začetku, kar imamo nesreče oziroma s temi poškodbami, je res že malo moteče. Ne iščemo nobenih razlogov za te poraze, ampak dejstvo je, da so v bistvu drugi igralci, ki so bili v nekakšnih drugih vlogah mišljeni, morajo zdaj v bistvu prevzemati neko drugo odgovornost in zaenkrat nam to ne uspeva. Prvo ime tekme je bil 20-letni Nik Urbanija, ki se je na koncu zaustavil pri 28 točkah. 18 jih je dal v drugem polčasu, 13 v odločilni tretji četrtini. Ja, se mi zdi, za vse točke, ko jaz dan se moram zahvaliti svojim igralcem, ko mi priskrbijo take dobre priložnosti, da prijemo dobre pozicije, da dosežem koš in za večino točk so zaslužni oni. Če bi sodili po današnji tekmi, potem ste se očitno dobro znašli v novi sredini. Ja, se mi zdi, ekipa je dobra, jaz sem zadovoljen, tukaj se dobro počutim. Tudi svoji igralci smo se dobro ujeli in verjamem, da lahko nanizamo veliko zmag v tej sezoni, če se bomo tako kot to tekmo držali dogovorov, principov. Pa evo, svi su večeras Izmed mladih je še posebej Urbanija danes imel znatno minutažo. Odlično je zadeval za 3 točke, ko pa se mu je obrambni igralec približal, je to reševal s prodori na koš. Zelo pametno je odigral.
V tretjem krogu bodo Polzeljani gostovali v Rogaški Slatini, Šentjurčani pa bodo v Hruševcu gostili sosede iz Podčetrtka. Napovem lahko sam, da se bomo isto dobro pripravili na to tekmo in probali igrati tako, kot danes, če ne še boljši, in se potrudili, da bomo dali vse od sebe in šli na zmago. Pa vidite, mi na svaku utakmicu za nas nema... Naša mentaliteta je taka, da želimo vsako tekmo dobiti. Rogaška ima skupico slovenskih košarkarjev in 3 temnopoltimi igralci dobro moštvo. Ima tudi zelo izkušenega trenerja. Pričakujem dobro tekmo. ...s dobrim trenerom, tako da očekujem jednu dobru utakmicu. Ja, v bistvu to je zdaj prva stvar, ki moramo nekako narediti, da se dvignemo nekako samozavest, kolikor se da. Dejstvo pa je, da se samozavest dviguje z zmagami. In verjamem, da ko bomo pač začeli zmagovati, bo pač tudi samozavest višja. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno, je, da moramo najprej biti zdravi, da lahko mi sploh treniramo in pol pač to tudi igramo tekmo. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clevertouch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clevertouch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Cajt je, da stopimo skupaj in kupujemo domače. Trgovine Joge! Keš se vrača! Med 16. in 18. oktobrom nakupujte pri nas in povrnili vam bomo kar 20 000 evrov nakupov. Ne zamudite priložnosti. Obiščite City Park, City Center, Alejo in Europark. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. Govorili bomo o laških košarkarjih, ki so dobro začeli z novo tekmovalno sezono. Trener Nejc Kobal in pa predsednik Bojan Špiler sta z nami. Pozdravljeni v studiu. Zdravo. Nejc Kobal, kako oceniti sam začetek sezone? Sprva sicer poraz, ampak zdaj pa ste dali dobesedno v prestavo višje in steklo je. Res je. Mi smo imeli tudi na začetku sezone verjetno najtežjo tekmo v celotnem razporedu, torej tekmo proti ABA ligašu Krki, o kvaliteti katere je, mislim, da brez veze izgubljati besed. Sicer poraz z kar veliko razliko, ampak kljub temu mislim, da je živna tekma pokazala na terenu neko energijo, neko borbenost, neko agresijo naših mladih fantov, ki je, bom rekel, vodila oziroma nam dajala neko upanje, da bi v letošnji sezoni pa lahko bili oziroma v nadaljevanju naslednjih tekmah bili konkurenčni. In naslednje tekme, torej najprej derbi v pokalu s Šentjurjem in takoj za njim še en derbi, česar bo letos kar veliko, glede na to, da je pol lige Štajerske v soboto z Rogaško, sta pokazali, da smo trenutno konkurenčni in ja, 2 lepi zmagi, lepo voto sezono za samozavest in pa verjamem tudi eno zadoščenje za celotno zgodbo laške košarke, ki vemo, da je šla
čez letošnjo poletje skozi kar eno turbulentno obdobje. Verjetno je tudi na treningih potem lažje delati, ko takole premagaš. Dobro, če tudi je bila pokalna tekma s Šentjurjem, pa vendarle to je prvoligaš, pa potem je padla še Rogaška. Vidiš dobesedno, da lahko ekipa igra s prav vsakim nasprotnikom in to je dober pokazatelj. Dejstvo. Pred sezono smo, glede na to, da je ekipa res mlada, glede na to, da pač prav vsi igralci, ki prihajajo z klopi, so fantje stari 18 let ali pa manj, fantje z naše mladinske šole. Smo upali, da bomo konkurenčni, tudi seveda vedno, ko pripelješ tuje igralce, jih skautiraš, upaš, da za danes dni vedeti, pa prav zares ne moreš. In če nič drugega, te dve tekme sta pokazali, da smo na pravi poti, da te mladci niso po nesreč, bom rekel, tukaj, kjer so, da so to fantje, ki so si s svojim delom zaslužili biti v članski ekipi, prvoligaški članski ekipi in da ta ekipa je na pravi poti. Zdaj, sezona je maraton. Mi smo odigrali 2 tekme v ligi, 1 tekmo v pokalu. Na vseh 3 tekmah, bom rekel, smo zadovoljili naše apetite, smo pokazali, da trenutno res dobro delamo. Ampak za kakršnokoli oceno, kako, kje, kaj, zakaj, je pa še mnogo prezgodaj. Čaka nas ogromno dela, vse ekipe bodo napredovale, vse ekipe bodo verjetno, oziroma večina ekip se bo verjetno tudi še ukvarjala s kakšnim igralcem, mi se namena nimamo, mi bomo pač delali po svojih najboljših močeh, nam bo pa vsaka taka zmaga sigurno dala zagona za še nadaljnje delo. Bojan, verjetno ste z mešanimi občutki krenili oziroma pričakovali novo sezono. Daleč od tega, verjetno, da bi si takole želeli, da se bo poklopilo v začetku sezone, kar daje dodatno samozavest in pa pozitivno vzdušje v dvorani. Ja, seveda, tik pred sezono oziroma nekje v začetku junija se nam je generalni sponzor Pivovarna Laško union oglasil, da odstopa kot generalni sponzor. Za letošnjo leto, pa glede na to, da smo imeli 200-letnico, smo še nekaj denarja dobili, za naprej bomo mogli pač poiskati nekega generalnega sponzorja in seveda s takšno popotnico začeti priprave, začeti ligo. Jaz sem takoj poklical takrat trenerja Nejca, smo zdaj razložil, on ni obupu, pač je imel v glavi že, da bo sestavil te svoje mlade fante. Zdaj, če sem se kaj naučil v teh 7 letih oziroma 3 letih, kar delam z Nejcem, da ne obupamo, pripeljamo mlade igralce. Letos pa mislim, da nam je posebej dobro uspelo zadeti, tako z obema tujcema, kot tudi z igralci, ker zdaj te zmage, seveda sem jih vesel, ampak meni bolj pomembne kot te zmage so to, da sem videl, da v vsakem košu cela klop skoči po koncu, fantje so res nenormalno veseli. Zdaj, če sam povem, mene v soboto na tekmi proti Rogaški ni bilo, ker sem imel z gasilci eno večjo prireditev v 155-letnici. Vsi fantje so prišli tja povedati oziroma pokazati, da so zmagali, kar pomeni, da to je res nek ta njihov timski duh, koga do zdaj nisem bil vajen. Res je to ekipa zelo mlada, verjetno bojo vzponi in padci, ampak jaz se ne bojim nadaljevanja sezone. Težko je jasno ocenjevati po prvih nekaj tekmah, pa vendarle marsikdo vas je že odpisal pred sezono, zato je še toliko večje zadovoljstvo, verjetno zadovoljni, da ekipa torej diha kot eno, da je ekipa tista prava klapa in morda je to lahko tisti največji plus v nadaljevanju sezone. Ja, jaz pač poslušam od začetka sezone, ne bom zdaj imenoval, ampak 3 klubi smo skozi v igri dobo izpadu, največ jih verjetno stavi na nas, da bomo izpadli. Mene to po eni strani veseli, pač ne mislijo, ravno prej, ko sem se z Nejcem peljal iz Laškega v Celje, sem ga vprašal en preprost stavek, a je ta teden boljš biti Nejc Kobal ali Jure Močnik. Zakaj? Se pravi, Nejc gre s svojo ekipo v Domžale, popolno neobremenjen, če zgubi, vemo, da so Domžale boljše, oziroma Helios, če zmaga, je za nas to super. Zdaj, trener Domžal pa mislim, da v drugem nima kaj razmišljati, kot da mora to mularijo iz Laškega premagati. Zdaj, fantje so se pokazali, da so sposobni igrati, da lahko, seveda bojo prišli čez sezono, ko jih bojo poskautirali, verjetno tudi do česa drugega, ampak to smo rekli tudi po tekmi s Krko, po tekmi s Šentjurjem. Rogaška verjetno, da nas je skautirala, pa ravno tako niso mogli zmagati, kljub temu, da imajo dosti izkušenih igralcev, dosti tujcev, česar mi nijamo. Govorili smo torej že o teh vaših mladih košarkarjih, ki zdaj delajo tiste velike korake naprej v zadnjih 3 letih, torej dobivajo velike izkušnje, ki jih morda v drugih slovenskih klubih ne bi. Vi ste jih hitro dobesedno vrgli v ogenj.
odlično šolo imate in nekako zdaj v tej sezoni oziroma v samem začetku potrjujejo tisto zaupanje oziroma vi ste jim zaupali, oni to dobro izkoriščajo. Predvsem sem zadovoljen, vesel zadovoljen, da smo skozi teh nekaj let dela zdajle prišli od tega, da vsi fantje, ki na koncu pridejo do članske ekipe, kako Zlatorog Laško, so res 100% predani košarki oziroma svojemu napredku v košarki. Predvsem za te fante oziroma sploh za te fante, ki so letos prišli do članske ekipe, je to, stojim za tem dejstvom in to 100% verjamem in s tem, to je predpogoj, da lahko te fante sploh igrajo pred toliko starejšim in toliko bolj izkušenim košarkarjem od sebe. Te fante tukaj niso naključno, vsi so reprezentanti v svojih kategorijah, eni so slovenski, imamo kosovskega reprezentanta, imamo hrvaške reprezentance mlajših selekcij, ampak ja, kot pravim, niso tukaj naključno. Mi jim sigurno ponujamo minutažo, mi jim bomo tudi stali verjetno za kakšno napako več, kot bi od kakšnem drugem klubu, oni naj pa to samo nadaljujejo z vračanjem, z zalaganjem na treningih, z zalaganjem tudi v času izven treningov, ker ni to samo tiste 3 ure ali pa 4 ure na dan, ko si na igrišču, ampak enostavno košarka, če ti hočeš pri 17, 18 letih vzeti uspet, je način življenja. In za to ekipo, ne samo za te mladimi fanti, tudi dvema, v narekovajih starejšima, se konc koncev naš Američan je star 25 let, naš bosanski košarkar pa 23 let, ob tem imamo še 23-letnike iz Slovenije in pa otroke stare 80 let in manj. Tako da noben ni prav zares star, ampak glavna stvar še enkrat ob vsem tem je, da imamo mi 12 karakterjev, prej Bojan omenil nek ekipni duh, ki so 100% komitani, 100% predani temu, kar na terenu delajo in to je predpogoj, če hočemo mi na kakršenkoli način sezono uspešno speljati. Vi ne bdite le nad članskim moštvom, tudi mlajše selekcije jasno vse skozi pod očmi, pod nadzorom. Morda je to lahko še tisti dodaten faktor oziroma dodaten plus, da se ukvarjate tudi v mlajših selekcijah s temi fanti, ki prihajajo ali pa so v članski ekipi. Absolutno. Lejte, se sprašujem. 3 leta nazaj, ko smo se z Bojanom prvič dobili, je Bojan rekel, mi želimo biti klub, ki ne bo zgolj tekmoval v prvi ligi, mi želimo biti klub, ki bo konkurenčen v prvi ligi, ampak ki bo postal poznan potem, da zaradi vrhunskih pogojev, ki jih v Laškem imamo in tudi zaradi uprave, ki to podpira, ker pač samo trenerji tega sami ne moramo delati, si želimo postati poznani potem, da smo klub, ki je razvojni klub, ampak kljub temu konkurenčen v prvi slovenski ligi. In zato je ta začetek letos s tema 2 zmagama, Šentjurjem in Rogaško, neka zelo dobra zadeva, ker če ti mladim samo daš priložnost, po drugi strani pa zgubljaš, 20-30 točk, pa sezona je dolga, bomo videli, kam bo to prenesel, ti ne igraš prve lige, ti pač samo v prvi ligi si. In to, da jaz nekako dim, oziroma da sem tudi vodja neuradni mladinskega pogona, ker uradni vodja je Domen Drobnek, ki je tudi trener v 18 selekcije in ogromno tukaj naredi enega dela kot moj pomočnik, kot trener te selekcije. Pod njim Silvester Brumec tudi res dela zelo dober posel. Kaj pa hočem s tem povedati, mi si želimo delovati kot ena celota. Jaz mogoče kot nek vodja, kot trener članske ekipe, ki potem te fante vključujemo v članski pogon in dajem minutažo, trenerja, ki sta pod mano, ki s svojim delom, ki tudi s podrejenjem temu, da lahko potem mi člansko ekipo vse delam, delate res vrhunski posel in mislim, da rezultati oziroma naši fantje, ki so zdaj odrastali v to, da že lahko člansko ligo igrajo, kažejo, da smo na pravi poti. Predsednik se je že navezal na gostovanje v Domžalah, kjer torej nimate kaj za izgubiti, lahko pa zelo, zelo veliko pridobite na sami samozavesti in ja, s kakšnim presenečenjem bi se ekipa v glavi dobesedno še bolj ojačala. Ja, res je, mi gremo v Domžale neobremenjeni, ne bi pa rad, da gremo na kjerokoli tekmo letos neodgovorni. Dejstvo je, da so vse ekipe po izkušnjah, po budžetu proti nam favoriti, ampak mi si želimo vsako tekmo iti maksimalno pripravljeni, maksimalno osredotočeni, mi si želimo na vsake tekmi pokazati čim boljši obraz, ker si želimo skozi sezono čim manj oscilacij. Jaz sem pristaš tega, da če ti igraš na vseh tekmah dobro oziroma držiš neko konstanto, bojo sigurno rezultati prišli. In ne verjamem v zgodbo, kjer pač ti greš v Domžale, pa kar bo, pa nekaj. Ne, mi se bomo absolutno tekmo maksimalno pripravili, se že pripravljamo, absolutno gremo na tekmo željo ponuditi največji možen odpor in če slučajno lahko presenetimo favorizirane Domžale, vrhunska zadeva. Predsednik, bi se lahko zgodil kakšen tektonski premik pri generalnem sponzorju, če vam uspe dobra sezona? Ja, jaz močno upam, jaz še puščam odprta vrata, res tam nekje decembra, da se bi še pogovarjali, da bi generalni sponzor pripadal Laško Union, kateri je generator vseh velikih uspehov laške košarke oziroma glavni, da bi si premislil, da bi videl, da dobro delamo s temi mladimi, da bi nam finančno pomagal. Jaz verjamem, da jim neko hudo breme finančno nismo.
Glavno, da bi prepoznali in da se še lahko za naslednjo sezono pogovarjamo, ker skupino teh fantov, ko imamo zdaj, jaz bi res rad videl, da so to 2-3 leta skupaj, da imamo to finančno možnost, ker res imamo zdaj skupino tako svojih kot teh iz Slovenije, tudi s tujci smo zadeli in si res želim, da bi lahko finančno jih obdržali skupaj, čeprav verjetno tudi, če bomo imeli neke finance, bo težko, ker pri teh letih, kakor igrajo, bojo ponudbe verjetno drugo leto že priromale v naš klub. Če se še malce osredotočiva na zdaj še generalnega sponzorja, je verjetno tudi že vam nekaj časa vse skupaj malce čudno, glede na to, da je mesto Laško bilo v svet podano tudi z laškim pivom, pa da v domačem kraju, kjer je bila košarka vedno na prvem mestu, kjer drugega športa praktično ni, je zapostavljena. Ponavadi verjetno se slina res na grdo požre oziroma težko, kajti da takšnega sponzorja nimaš ob sebi, je težko in resnično je potem tudi prihodnost pod velikim vprašanjem. Ja, seveda prihodnost, jaz ne verjamem, da bo v Laško prišel nek drug generalni sponzor, ko bo nekaj videl, oziroma ne predstavljam si generalnega sponzorja, da bi to bil, ne vem, Tuborg ali Jelen pivo, da bi to sred Laškega bil. Jaz ne vem niti, kako bi Laščani sprejeli, niti si mi to ne znamo predstavljati. Mi si res želimo prepričati odgovorne v pivovarni Laško Union, da prepoznajo to naše delo. Jaz upam, da bo še več takšnih zmag, da bojo videli, da smo v tem okolju prepoznavni. Mi s takšno ekipo lahko imamo tudi cilj v 2-3 letih neko ABA 2, kjer verjamem, da ima tudi naš sponzor interes, ampak seveda mi sami ne moramo nič več narediti kot to, kar smo letos, da smo sestavili mlado poletno ekipo. Zdaj, če pa nam niso namenjene finance, si ne moramo nič pomagati. Predvsem pa bi tle tudi poudaril oziroma bi si želel, da bi nas podprli Laščani. Videti te fante, ne vem, Gala Čopa, Matica Resca, Erota Rahmanja, ko so pravi Laščani, ko so prav iz naše šole, pa seveda tudi Zulo, pa Filipa Horvata. V glavnem, to so mladi talenti iz Laškega ali pa iz naše šole, ali pa so že z nami 2 leti. In da je v Laškem pol samih 100 gledalcev, to si res ne predstavljam, ker jih je res lepo videti in res jim ne bo žal, če bojo prišli na tekmo, nas podprli, predvsem pa podprli te fante. Rabo jih pa predvsem takrat, ko jim ne gre. Tako da jaz sem velikrat na tribuni, ko se začne mogoče neko šimfanje, ampak jaz si res želim, da takrat, ko fantim ne gre, da takrat navijači pokažejo tako v velikih klubih, ko se vidi, da ko ne gre, so še bolj glasni navijači. Je takšna situacija tudi za trenerja velik izziv oziroma dodaten motiv? Ja, absolutno. Sicer res sem vedel, da ko sem prišel v Laško, prihajam v okolje z res veliko tranzicijo v klub z ogromnimi uspehi in da stopam tudi v velike trenerske čevlje, velikih trenerskih imen pred mano. Jaz na terenu samem se poskušam ne obremenjevati s tem, koliko ljudi na tribunah, tudi kaj ljudje okrog kluba mogoče šimfajo ali pa tako drugače, ampak imaš pa vedno mečke nekje zadaj, tudi če govoriš, da nimaš, vedno te to malo zadane, vedno malo gledaš, vedno vidiš, kakšni so komentarji, kaj zadeve. In nekako poskušaš biti racionalen. Jaz razumem komentarje, ko imaš ti preplačano izkušeno ekipo, ki se na terenu mogoče ne bori, ali pa ki se na terenu grdo obnaša, ali pa ko ekipa ne zgleda, ko se ne bori. Mislim, ko vidiš, da je pomanjkanje energije. In takrat mislim, da moraš sam pri sebi in uprava in trener in tisti, ki to delamo, reči, verjetno obstaja nekdo, ki bi to delal boljš, verjetno se da to na drugačen način, ne delamo svojih stvari dobro. Letos potrdim še enkrat, za teh 12, 13, 14 ljudi fantov na igrišču, konec koncev za upravo, ki je omogočila, da kljub težki situaciji ekipa normalno zgleda na terenu, da so to ljudje, ki delajo vse od sebe. In tako kot je Bojan prej povabil, tudi jaz vabam ljubitelje Laške ali pa tudi širše celjske košarke na tribune naše dvorane, ne obljubim, da bomo vsakič zmagali, absolutno ne. 2 tekmi v sezoni, 2 zmagi, 1 pokalna, 1 ligaška, še nista dovolj velik vzorec, da bi govorili o uspešnem ali pa norem začetku sezone. Obljubim pa, da bojo te fantje delali na treningu na 100% skozi in da bojo čisto na vsaki tekmi dali res vse od sebe in da kdorkoli bo to prišel na tribune pogledati, bo lahko to prepoznal. Je bil tisti vaš cilj v glavi pred začetkom nove sezone le obstanek? Mi smo šli glede na situacijo v sezono, sem že prej začetku rekel, dokaj, ne bom rekel skromno, ampak ali pa ne vedno, ampak z mešanimi občutki, nekako brez dejanskega občutka, kaj lahko to prinese.
Od prvega dne, zdaj 2 zmagi sta bile že v rednem delu sezone, oziroma mi smo pa že od prvega dne kazali zelo dobro igro tudi na pripravljalnih tekmah. In takrat nekje začneš ti razmišljati, ta ekipa lahko. Zdaj samih rezultatskih ciljev se postavljati, 27 tekem bo dolgo obdobje. Treba bo zmagati verjetno 8-9 tekem za sam obstanek, kaj šele za karkoli več. Videli bomo, kaj nam to prinese. Ampak z vsako tako tekmo, z vsakim treningom, ki se te fantje res na njem zalagajo, ki res se stvari delajo na 100%, sigurno zaupanje v ekipo, da lahko nekaj stori, raste. Zdaj pa realno je treba ostati, vemo še enkrat, proti kakšnim budžetom se borimo, proti kakšnim izkušnjam se borimo, proti ekipam, ki nastopajo v mednarodnih tekmovanjih, nekakor pa pred nobeno ekipo ne bomo kar pokleknili brez boja. Mislim, da po gostovanju v Domžalah prihajajo k vam Polzeli Hopsi. Venomer vroč lokalni derbi bo to? Absolutno. Še enkrat je povabil vse ljubitelje košarke, savinske, celjske, štajerske na tribune. Zanimivo bo na tribunah, zanimivo bo ob terenu, laška mladost proti polzelskim izkušnjam. Tudi igralci, ki so že nastopali v dresu Laškega, tako da v vsakem meru bo zanimivo in ta tekma prinaša še nek večji naboj. Mogoče neka prednost, pa se bo slišal čudno ali pa mogoče neobičajno, je to, da naši mladci, stari 18-19 let, morda niti ne občutijo nekega dodatnega bremena tega derbija. In jaz na tej tekmi stavim, poleg energije, o kateri govorimo zdaj z Bojanom že pol ure ali pa o nekaj teh komitmentov mladih fantov, na to, da bodo te fanti res neobremenjeni in da bodo proti Polzeli pokazali res svoj najboljši košarkarski obraz. In strahu ni, da ne bi vsega pustili od sebe na igrišču, tako kot so v začetku tele sezone oziroma na teh vseh 3 tekmah, ko jim na koncu dobesedno niste imeli kaj za očitati. Ne. Tudi trenerjev, ki je vsako tekmo ostal brez glasu. Ja, sicer to je moj problem, pa ne njihova karkoli, ampak dokler bodo te fantje oziroma ves ustroj kluba deloval na tak način, da bo vsak od sebe dajal vse, pa prej sem omenil pomočnika trenerja in vodja selekcije 18 Domna Drobneta, omenil sem dolgoletnega trenerja selekcije 16 Silota Brumca, ne smem pozabiti, to pravo stalno omenjam, ne smem pozabiti na našo fizioterapeutko Niko Kraljec in pa na našega kondicijskega trenerja Žana Dularja. Dokler bodo vsi te ljudje v klubu, okrog kluba, dajali res vse od sebe, tako kot dajo celotno poletje, da je vsa ta zgodba omogočena, jaz obljubljam, da bo tudi trener pa igralci, oziroma ne obljubljam, vem, da bodo trener pa igralci to spoštovali in dajali še več, kot so te ljudje dali njim, da se pa zgodba lahko pelje naprej. Res je, Bojan, kako zadržati trenerjev glas do konca tekem? Ja, trenerjev glas, to bomo še videli. Ne vem pa, če ste opazili, pač tisti, ki ste na tekmi, te zmage so se začele na poseben način, ker trener je dobil čevlje, kateri pašajo zraven obleke. Prej je bil v belih copatih, kar je naju z direktorjem neizmerno motili in smo šla pred tekmo Šentjurjem v Celje kupiti z trenerja čevlje. Se pravi, imamo zgodbo. Imamo zgodbo in ti čevlji so bili dani na noge trenerja, mislim, da je uro pretekmo. Se pravi, takrat ni več zgubil, tako da malo šali. Se pravi, so bili morda prej malce previsoki, preveliki čevlji. Američani bi rekli literally and figuratively mogoče, torej dobesedno in tudi v nekem prenesenem povedu, da učimo se iz dneva v dan iz tekme v tekem, še vedno se bomo učili, še vedno bomo zgubljali tudi tem magičnim čevljem, ampak ne bodo te čevlji začetek ene res lepe laške sezone. Ampak jaz mislim, da predvsem to kaže, kak smo letos je res veselje delati v klubu, vsi smo enotni, vsi se zavedamo tega, vsi smo ponižni, mi smo tudi igralcem povedali, bodimo ponižni, ampak umirali bomo stoje. Kar pomeni, tako je trener rekel, ne bomo se predali pred nobenim, nismo se predali pred Krko, čeprav Krka je igrala 40 minut proti nam z svojimi najboljšimi, pa je igrala pressing konc koncev, ampak fantje so odigrali, so pa fizično slabši, tako da vsaka ekipa, ko bo hotela Laško premagati, se bo mogla pošteno preznojiti. To je 100%, zdaj koliko jih bo pa pred nami položilo orožje, bomo povedali, jaz upam, da še čim več. Ena velikih želj pa je jasno tudi ta, da bi bilo še več gledalcev, torej kot smo že dejali na vaših tribunah, morda znova, da se vrne kakšna navijaška ekipa, kajti ti mladi morda lahko ravno to prevesi vse skupaj na tehnici, da imajo še večjo podporo na tekmah. Ja, definitivno. Že to, če ta naša tribuna polna, če pridejo res spodbujati fante, te naše mlade. Vedno je bil v Laškem očitek, nekoč pred leti, ko je imel Laško vrhunske rezultate, ni Laščanov, zdaj je ekipa Laška. Zdaj je ekipa čist Laška z fanti, katere srečuje na ulici, z navihanimi fanti, bom tako rekel, prijaznimi, ko so z vsakim se pogovarjajo, ko so dostopni in res ne vidim razloga, zakaj ne bi
ob sobotih popovdne riskiral vsak Laščan tiste 2 ure časa, pa prišel pogledati te fante, ker res jih splača iti pogledati. Nec mora na tekmo, hvala obema, ker sta bila gostja v našem studiu in da bo tako prijetnih pogovorov še veliko, potem to pomeni jasno, da boste zmagovali še naprej. Hvala za obisk. Hvala vam. Tako, drage gledalke, dragi gledalci, po oglasih pa nadaljujemo še z drugim delom. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Cajt je, da stopimo skupaj in kupujemo domače. Trgovine Joge! Keš se vrača! Med 16. in 18. oktobrom nakupujte pri nas in povrnili vam bomo kar 20 000 evrov nakupov. Ne zamudite priložnosti. Obiščite City Park, City Center, Alejo in Europark. Takole pozdravljeni še v drugem delu središča tretjega polčasa. S Timom Masnokom se bomo pogovarjali, ki se nam je že pridružil v studiu. Lep pozdrav, Tim. Zdravo. Evo, nova sezona se nezadržno približuje. Snega še ni, ampak vi pa ste že bili na snegu. Kje ste se že pripravljali pred novo sezono? Ja, res je, pa se tudi pri nas že malo diši po zimi. Bil sem, prvič letos sem se odločil za priprave na južni polobli. Šel sem v Čile, Južno Ameriko. Z očetom smo šla za 3 tedne in je bilo zelo efektivno, res smo veliko naredila in se je izkazalo za zelo dobro odločitev. Dejali ste torej, da že po zimi diši, na Rogli je že zapadlo nekaj snega. Ja. Ste bili že kaj gor? Ja, sem šel. Tradicionalno gremo s sestro pogledati prvi sneg na Rogli, če smo doma in smo tudi letos šla. Koliko ga je bilo? Ja, je bilo 10 cm, 15, lepo, prava zima. Se pravi, to da še tisti dodaten čar, da pa se sezona res nezadržno približuje. Ja, sigurno, to se tisti tradicionalni nek urnik, da te v bistvu narava spomne na to, da se tekme in sezona približuje. S kakšnimi občutki čakate novo sezono? Je kaj drugače kot v prejšnjih letih? Je spet tista prava zagnanost v glavi, velika pričakovanja? Jasno, letos je še toliko bolj drugače, kajti olimpijske igre so med sabo sezono, pa vendarle, kako pričakujete vse skupaj? Ja, ta zagnanost tako mora biti, če tega ni, mislim, da ko bo ta čar enkrat zginil, da bom tudi končal, to pač normalno, jaz uživam v deskanju, uživam v pripravah in vsako sezono to na zelo visoki ravni, letos, ko so olimpijske, normalno še toliko bolj in ja, zaenkrat gre vse po planu, sem zdrav, lahko delam po začrtanem tem planu in sem zelo vesel, da v bistvu sem na tem nivoju trenutno, kakor sem. Ko se ozrete proti pretekli sezoni, kako bi jo zdaj po tistem, ko ste veliko prespali, ocenili, kakšna je bila? Ja, sezona je bila ena izmed mojih boljših, sigurno. Sploh začetek sezone je bil fantastičen, potem sem v januarju malenko zbolel, zato tudi verjetno
mali padec rezultatski, ampak sem skozi ohranil tisti stik z najboljšimi do zadnje tekme. Imel sem sicer večje načrte za svetovno prvenstvo, kjer se mi za odličje ni šlo, ampak sem se zelo dobro vozil in sem ponosen na to, kar mi je v bistvu v lanski sezoni uspel. Nimam se kaj očitati, dal sem vse od sebe, je pa res, da bi mogoče kakšno tekmo lahko bile stotinke na moji strani, ampak to pa dela na konec koncev naš šport tudi zanimiv. Točno tako. Kako dolgo ste bili potem na snegu še po sezoni? Ja, to je bila v bistvu kar novost. Na koncu lanske sezone smo začetom kar podaljšala si to zimo. Do konca maja smo bila še po avstrijskih ledenikih. Zelo veliko opreme tudi testirala, zato da smo prišla zdaj v ta septemberski del že z nekim jasnim načrtom, kaj od opreme ja in kaj ne. Tako da ja, smo bila v bistvu do konca maja skozi. Vsak teden smo ohranjala stik s snegom, testirala opremo in mislim, da je to kar dobro se izkazalo. Je prišlo do kakšne drastične spremembe pri sami opremi za novo sezono? Ne, do drastičnih sprememb sigurno ne, ker ko si enkrat v špici, ne želiš nekih drastičnih sprememb delati. Pač iščeš tiste malenkosti, kje bi lahko naredil še razliko v primerjavi s konkurenco. In ja, nek nov model se je zaenkrat izkazal, model deske se je izkazal za dobrega. Bom še testiral v jeseni in bomo videli, kaj bo pokazal čas, tisto je najbolj pomembno in moji občutki, tako da sem odprt za novosti, ampak imam pa tudi tisto staro desko zelo dobro in vem, da je konkurenčno. Koliko ste si letos vzeli dopusta, da ste tisto res odmislili in uživali? Ja, jaz si kar vzamem, kar dosti dopusta. V bistvu sem tudi na dopustu zelo aktiven. To sem želel poudariti. Surfate, kolesarite, marsikaj delate vi med dopustom, da ohranjate samo pripravljenost. Pa ne delam to v bistvu zaradi pripravljenosti, ampak zaradi tega, ker imam rad šport, ker rad to delam. Jaz tukaj sem v Celju, treniram v super treningu, imamo začrtan program. Trenerji vejo, da sem na dopustu tudi aktiven, zato mi daje tudi toliko fraj in ja, si pa vzamem. In maja, takoj po sezoni si vzamem kak teden, 10 dni fraj, tudi pol julija. Imam tisti glavni del dopusta, že tradicionalno, kjer najraje kajtam in kolesarim in tega dopusta na koncu, ko potegnem, je kar dosti, tako da se ne pritožujem. Še 2 meseca ostajata do začetka nove sezone. Na prvi pogled še dovolj časa, ampak jasno, pri vas športnikih je povsem drugače. Vsak dan je potrebno maksimalno izkoristiti, da ste na tistem pravem nivoju. Pa ja, mi se velikrat hecamo, da to si skozi zaostanko. Časa ni nikoli dost. Pač vedno moraš nekaj testirati, vedno si želiš še nekaj več narediti in ta 2 meseca bo ta zdaj zginila 1, 2, 3. V bistvu že oktober bo zginil 1, 2, 3. Skozi iščeš, kam boš lahko šel na naslednje priprave in v bistvu ti narava ne dopušča, da ti je dolg čas. Kje boste se še trenirali v bližnji prihodnosti, zdaj kam se boste podali? Ja, v bistvu naslednji teden preživim na Passo Stelvio, na italijanskem ledeniku. Potem pa še ne vem, v bistvu je to najna prednost mene in očeta, da smo tukaj fleksibilni, da se lahko zadnji trenutek odločiva. Potujemo tudi z avtodomom in je to velik plus, da v bistvu gremo tam, kjer so dobre razmere in ne rabimo nekih rezervacij, ker smo mala ekipa in je to dobrodošlo. Se pravi, dobesedno sproti spremljate, kje je dovolj snega, kje so pogoji dobri in potem tja odjadrate. Ja, tudi v bistvu se je že zgodilo, da smo bila na enem ledeniku, pa ni bilo tako dobro, pa smo se prestavili na sosednjega in je to tista prednost, ki jo imamo v primerjavi s konkurenco, ker sem tako bolj fleksibilen in res lahko treniram kvalitetno, takrat, ko sem na snegu in je to ful dobro. Že prej sem vas malce mislil vprašati o tem avtodomu, torej ja, je nekakšna zanimivost, da sta z očetom skupaj, da se skupaj predstavljate, peljeta se skupaj, torej mogoče je to tisti kar lep plus, bi lahko dejali, takole, da si lahko sama vse skupaj razporedita in nista venomer odvisna od drugih. Ja, so tisti, ko potuje z avtodomom, vejo, kak način življenja je to. V prvi fazi ti mora biti to zelo všeč, ker če ne, pač ne gre. Je veliko drekanj, veliko je nekih stvari, ki jih moraš improvizirati, ampak ja, midva smo oba taka tipa, da nam je to všeč, tako da je meni je super ta način potovanja in smo fleksibilna zaradi tega. Je pa velikrat pač, ja,
ne veš, kje bo spal in to te ne sme obremenjevati. Ko takole mi bežno, ki opazimo tudi oče še vedno izjemno uživa na teh potovanjih, da je vse skozi zraven, da sta res tista prava ekipa, pravi tandem. Ja, res je. Pri teh letih, v katerih je, pa da še ima vedno tukaj energije, sem lahko res hvaležen, da je v bistvu imam tako osebo zraven sebe, ki ti 24 ur na dan želi najboljš pomagati, kolikor je v njegovi moči in takega trenerja v bistvu ni na trgu, da bi ga lahko zaposlil in sem hvaležen in upam, da ima lahko to čim dlje delala. Točno tako, morda čez prste, koliko tekem sta obiskala oziroma kolikokrat sta se odpeljala v prejšnji sezoni z avtodomom? Zanimivo vprašanje. Ne vem točnega odgovora, teh potovanj se kar nabere, no, ampak je bila lani v bistvu taka sezona, da smo tudi bila dosti z avtomobilom, ker vseeno ta fleksibilnost moraš biti, da v končni fazi gremo na tekmo zato, da sem jaz čim boljši tam in ne vem, moraš iti na katere tekme tudi z avtom, z avionom, da si čim hitreje tam, da imam kak dan počitka več, da pač gledamo na mene in ja, ne vem, je pa sploh v pripravih koristma avtodom še bolj kot po zimi. No, tisti, ki vas spremljamo na družbenih omrežjih, venomer postrežete tudi s kakšnim lepim, zanimivim videom med samo sezono, ko je veliko snega, ko je pot res nekaj posebnega in je to tisti dodaten čar med sezono. Je pa tudi malo straha, ker avtodom je ogromen, je velika teža in je vedno malo izziv v teh razmerih, da vse varno prideš na pot. Ampak ja, jaz imam zelo rad zimo in uživam v teh razmerah. Upam, da bo tudi letos taka zima, da bo čim več snega, da bomo imeli čim večkrat te probleme snežne in upajmo, da nas čaka ena lepa zima. Je bila kakšna posebna dogodivščina v prejšnji sezoni, ki vam je ostala v spominu? Pa teh dogodivščin se mi zdi, da je toliko, da jih sploh ne uspem več slediti, ker v bistvu vsakič, ko se z avtodomom odpelješ, se kaj zgodi, vedno moraš kaj improvizirati. Tako da ja, v bistvu nič kaj pretresljivega na srečo. Naj bo tako tudi v novi sezoni, ki bo doživela vrhunec na olimpijskih igrah. Sanje vsakega športnika, kaj ne, in tudi vi boste verjetno tempirali formo do tistih olimpijskih iger, da boste tam najboljši. Ja, nedvomno, pač olimpijske igre so sigurno cilj vsakega športnika. Jaz sem imel to čast, da sem dvakrat že nastopil na olimpijskih igrah, enkrat osvojil medaljo in je posebna čast zastopati Slovenijo v športu, s katerim se ukvarjaš, to, kar v bistvu si dal življenje za to. In sigurno je tudi za mene še te 3. olimpijske igre, si želim biti ponovno v vrhu, vem, kaj je treba narediti, vem, koliko stvari je treba, da se poklopi, da si v bistvu na tisti eni tekmi res v špici in delamo vse za to, da bi bil ponovno na vrhu, ponovno na stopničkah. Normalno garancije ni, ampak jaz verjamem, da s svojim vožnjim sem lahko spet tam, kjer si želim biti. Kolikor vas poznamo, ne boste merili le na olimpijske igre, jasno, vi si želite biti med najboljšimi na vsaki tekmi in brško ne bo to tudi tokrat tako, a ne? Ja, sigurno. V bistvu tako kot na prejšnjih olimpijskih, kjer sem osvojil medaljo, sem imel tudi celotno sezono zelo dobro. Tudi letos grem s tem namenom v bistvu sezono, da že na teh prvih tekmah pokažem, kam spadam, ker je tudi pol dosti lažje za glavo, da ne greš na olimpijske igre iskati nekega čudeža, ko veš, da ti gre v sezoni zelo dobro, je dosti boljši iti na olimpijske igre. In ja, sigurno, pač celotna sezona je nek velik cilj, da jo oddelam. Tako kot sem lani na začetku, tako si želim zdaj letos podaljšati pa celotno sezono, tako tekmovati. In jasno, verjetno največja želja, brez poškodb, ostati zdrav, predvsem to, kar vam je manjkalo v prejšnji sezoni, ko ste malce zboleli, kot ste dejali vmes, da bi res zdržali na tistem najvišjem nivoju. Ja, pač v vrhunskem športu so tako male razlike, da vsaka manjša poškodba ali pa že ena majhna bolezen tekom sezone te malo dali od vrha. In to bo potrebno eliminirati, sigurno, ker konkurenca ne počiva. Vsi delamo za to, da bi zmagali tekme in si želim v prvi fazi normalno biti zdrav in brez poškodb, ker le tako bom lahko ponovno na vrhu. Točno tako, Tim Mastnak še bi lahko govorila, naj bo dovolj za enkrat. Jasno, spet bomo ob začetku nove tekmovalne sezone, pričakajte jo na super nivoju kot ponavadi in pa jasno, vse dobro. Hvala. Tako, to je bil torej Tim Mastnak, mi pa s tem tudi zaključujemo z nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami, spet se vidimo prihodnji petek ob 20. Lahko noč.